Lep pozdrav vsem prisotnim. Preiskovalna komisija za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu je na včerajšnji seji potrdila končno besedilo vmesnega poročila preiskovalne komisije, kakor tudi dodatnega vmesnega poročila skupaj s pripravljenimi bistvenimi ugotovitvami in sklepi za odločanje na seji Državnega zbora. Imamo zdaj na eni strani vmesno poročilo, ki v veliki meri opisuje postopek dela preiskovalne komisije skupaj z bistvenimi ugotovitvami in dodatno vmesno poročilo, ki bo ohranilo eno stopenj tajnosti in o katerem bo konkretna razprava potekala tudi na zaprti seji Državnega zbora. Ti dve poročili predstavljata prvi del dela preiskovalne komisije in naslavljata 3 oziroma 4 točke iz mandata, ki je bil dodeljen preiskovalni komisiji, mislim, da 24.4.2015, ko je bila ta preiskovalna komisija ustanovljena. Delo do sedaj je potekalo usklajeno, večina sklepov je bila sprejeta v velikem strinjanju, če ne celo soglasju prisotnih. Jaz sem sicer ostalim članom preiskovalne komisije predlagal, da vkolikor imajo kakšna dodatna ločena mnenja, to predložijo še do 2. novembra 2016 in vkolikor ne bo nobenih dodatnih ločenih mnenj, v tem primeru pomenilo, da se vsi relativno soglasno strinjajo s tem, kar smo ugotovili v tem delu dela preiskovalne komisije. Zdaj dovolite mi, da preberem ali pa naštejem ključne bistvene ugotovitve, do katerih je preiskovalna komisija pri tem svojem prvem delu prišla, ko je pregledovala zelo podrobno portfelja Faktor in Probanke ter zelo podrobno razmerje in delovanje regulatorja, torej Banke Slovenije, od začetka veljavnosti preiskovalne komisije, torej od leta 1997 do 2015, torej do aprila 2015, ko je bila ta preiskovalna komisija ustanovljena. Ugotovili smo, da so banke, predvsem delovanje uprav in nadzornih svetov, pomembno soodgovorne za težo gospodarske krize, ki je nastala v Sloveniji, poleg ostalih dejavnikov, zunanji dejavniki, finančna kriza, neustrezne politike notranjega in zunanjega nadzora. In v tem pogledu torej te uprave in nadzorni sveti nosijo odgovornost. Banke so poslovale z izrazito pomanjkljivim sistemom notranjih kontrol in kontrolnih sistemov. Prav tako poslovne banke niso pravočasno ob nastopu krize pristopile k upravljanju slabih terjatev. Zamujala se celo z organizacijskimi oblikovanji ustreznih služb, ki bi se prioritetno ukvarjala z slabimi naložbami. Očitne kršitve postopkov ter ravnanje v nasprotju z zahtevami profesionalne skrbnosti vodstva bank niso sankcionirale. Do teh odklonov je prišlo v takšni meri, v tolikšni meri, da so se v bistvu oblikovale že v nekakšno notranjo organizacijsko klimo, ki je preprečevala vzpostavitev nekih sodobnih korporativnih standardov v bančnem upravljanju. Delovanje v nasprotju z Zakonom o bančništvu in tudi slabe bančne prakse so bile ali pa bi morale biti jasne tudi regulatorju, torej Banki Slovenije, in ker ni regulator pravočasno in v zadostni meri ukrepal, nosi del odgovornosti za razrast slabih bančnih praks. Banka Slovenije tako v obdobju kreditne rasti, kot tudi potem po nastopu svetovne gospodarske krize, nadzora bančnega poslovanja ni izvajala z ustrezno skrbnostjo. Za del višine bančne luknje, ki je nastal zaradi pomanjkljivega nadzora,
nosi Banka Slovenije pomemben del odgovornosti. Konkretno lahko povem, da je nekdanji guverner Kranjec tu v državnem zboru, ko je govoril o stanju v bančništvu junija 2012, lagal pred poslanci in na nek način lagal tudi pred slovensko javnostjo. To je v preiskovalni komisiji bilo ugotovljeno tudi na podlagi zapisnikov ožjega kolegija guvernerja. Zdaj, prav tako je zamujala sprememba stečajne zakonodaje, kar je bila tudi ena od pomembnih cokel pri pravočasnem reševanju nastale gospodarske krize v podjetniškem sektorju. Prav tako so zamujali kodeksi korporativnega upravljanja družb in spremembe zakonodaje v smeri zagotavljanja preprečevanja slabih bančnih praks in konfliktov interesov, kako je recimo sprememba zakona o bančništvu v tej smeri šele v letu 2011. In pa uprave ter nadzorni sveti Faktor in Probanke so uveljavljali slabe bančne prakse v tolikšnem obsegu, da je bila kriza v teh dveh bankah neizogibna. Za takšno ravnanje nosijo celotno oziroma soodgovornost. Na podlagi teh bistvenih ugotovitev, ki so podrobneje obrazložene v dodatnem vmesnem poročilu, je potem preiskovalna komisija pripravila predloge 5 sklepov za odločitev na seji državnega zbora. In sicer najprej predlaga preiskovalna komisija, da državni zbor pristojnim organom predlaga, da v skladu z navedenimi predlogi pripravi spremembo področne zakonodaje kazenskega postopka in jih vloži državnemu zboru v sprejem. Gre predvsem za spremembo procesnega dela kazenskega zakonika v tistih smerih, kjer so se zdaj pokazale največja zaustavljanja postopkov zaradi procesnih postopkov. Predvsem gre tu v smeri spremembe zakona o kazenskem postopku tako, da lahko policija opravlja zaslišanje prič na način, da bi njihove izvedbe oziroma izjave pred policijo bile uporabe kot dokaz na sodišču. Ker namreč zdaj obstaja tako, da obstajajo uradni zaznamki in četudi so to uradni dokumenti, lahko priča na sodišču izpove, da to ne drži, da ni povedala tako, da ni mislila tako, da je bila narobe razumljena in mora še enkrat enako pričati pred sodnikom, kar pa pogosto pripelje do tega, da se spreminjajo izjave. Kot vemo, v našem sistemu še noben bančnik ni bil pravnomočno obsojen, veliko jih še vedno vztraja v tem sistemu, so tudi poslovno in službeno povezani in tudi zato preiskovalna komisija ugotavlja, da je med tistimi, ki bi bili pripravljeni pričati, tudi veliko strahu za kakšna bolj obremenilna pričanja. Zdaj, kot druga, ta sprememba se predlaga sprememba zakona o kazenskem postopku glede sklepanja sporazuma o priznanju krivde, glede na visok dokazni standard, ki naj bi veljal pri pregonu bančne kriminalitete, bi zelo pripomogel sistem prič, ki bi obremenile bančnike, ki so bili primarno odgovorni za te slabe bančne prakse. Zato bi mogel zakon omogočati, da obdolženec ob sklepanju sporazuma poda tudi pravno zavezujoče se izpoveduje in da bi bila ta izpovedba potem uporabna v nadaljnjem kazenskem postopku zoper druge osebe. Ta predlog sprememb, ki ga predlaga preiskovalna komisija, se dotika tudi 156. člena ZKP-ja in sicer govori o tistih podatkih, ki jih lahko policija oziroma NPU pridobijo neposredno na podlagi zakona. To je zdaj urejeno bodisi v zakonu o bančništvu, določene stvari pa v spremenjenem ZKP-ju, ampak določeni podatki, ki so nujno potrebni recimo za delo organov pregona in bi močno pospešili delo, potrebujejo še danes odredbo sodnika, to recimo promet na bančnem računu.
ni eksplicitno zaveden med tistimi razlogi, ki jih lahko potem policija pridobi. In v tem pogledu tudi preiskovalna komisija smatra, da bi bilo procesne zadržke v tem pogledu treba tako preoblikovati, da ima policija ustrezen nabor vseh orodij za pridobitev teh informacij. Prav tako pa predlagamo tudi novelo zakona o kazenskem postopku z dopolnitvijo 145. člena oziroma 145 vzpostavitev novega 145a člena. In sicer v tej smeri, ker danes velja, da so javne institucije dolžne podati uradno ovadbo za dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti. To pa ne velja recimo za institucije zasebnega prava, kamor recimo spadajo banke. Zato preiskovalna komisija predlaga, da se to z novim ali pa razširjenim 145. členom razširi tudi na te institucije, torej tudi na pravne osebe zasebnega prava v večinski državni lasti, ki so bile poškodovane pri svojem delu, recimo z nekim kaznivim dejanjem, da so dolžna naznaniti ta kazniva dejanja čim ugotovijo za ta kazniva dejanja. Potem to je v sklopu tega prvega sklepa, ki ga predlaga preiskovalna komisija Državnemu zboru. Potem je naslednji sklep, da naj Državni zbor preiskovalni komisiji naloži, da to vmesno poročilo in dodatno vmesno poročilo skupaj z vsemi prilogami posreduje Nacionalnemu preiskovalnemu uradu in Ministrstvu za notranje zadeve ter specializiranemu državnemu tožilstvu kot naznanitev sumov storitev kaznivih dejanj. Glede na to, da je tudi to poročilo strukturirano v tej smeri, smo mnenja, da ima večjo težo, če tovrsten akt naloži Državni zbor, kot če to naredi preiskovalna komisija sama po sebi. Kolikor Državni zbor tega sklepa ne bi potrdil, bo verjetno preiskovalna komisija to storila sama od sebe. Želimo pa si neko zavezo vseh 90 oziroma čim večjega števila poslancev, ker se s tem tudi izkazuje ta želja po ustreznem pregonu bančne kriminalitete. Potem preiskovalna komisija tudi predlaga, da specializirano državno tožilstvo ob tistih poročilih, ki jih predlaga oziroma poroča Državnemu zboru, redno uvrsti tudi točko pregona bančne kriminalitete in da to v bistvu postane bistvena sestavina poročil, ki se izvaja na podlagi 148. člena Zakona o državnem tožilstvu. Potem je glede na časovno oddaljenost kaznivih dejanj in oškodovanj, ki so se zgodila v slovenskem bančnem sistemu, predvsem z vidika odškodninskih tožb, ki bodo glede na zastaralni rok v kratkem vse zastarale. Zakonodajalec je pa z Zakonom o ukrepih za stabilnost bank 28.12.2012 v 33. členu, v tretjem odstavku 33. člena predvidel, da se vsa ta dejanja zastarajo s 4-kratnikom rokov. Preiskovalna komisija predlaga, da vsaj v tem odškodninskem delu se opravi obvezna razlaga tega tretjega odstavka 33. člena v smeri, da ta 4-kratnik velja za vse postopke, ki so se začeli torej tudi pred tem datumom in še niso zastarali pred tem datumom. Ker namen te določbe 33. člena je bil ravno v tem, da se tisti, ki so odgovorni za nastanek bančne luknje, ne bi z zastaranji izognili svoje odškodninske odgovornosti. Dejstvo pa je, da dokler so bili sami tudi na funkcijah uprav oziroma nadzornih svetov teh odškodninskih zahtevkov seveda niso vlagali, ker so bili sami aktivno vključeni v odločevalski proces v bankah. In kot še zadnji predlog, Državni zboru predlagamo, da skupaj z bistvenimi ugotovitvami parlamentarne preiskave
zakonsko in materialno zagotovi ustanovitev specializiranega sodišča za pregon bančne kriminalitete v okviru organiziranosti sodstva. Tako policija kot specializirano državno tožilstvo, kakor tudi dosedanja sodna praksa, ki se kaže in ki se jo risuje pri postopkih pred rednim sodiščem, je za ustrezen pregon bančne kriminalitete ključnega pomena ustanovitev specializiranega sodišča. Torej, če se bo bančno kriminaliteto preganjalo po rednih sodiščih, brez ustrezne specializacije, se je z veliko verjetnostjo pričakovati, da bodo tudi vse prihodnje sodbe šle v smeri teh prvih sodb, s katerimi se srečujemo do danes, torej v smeri oprostilnih sodb. Še posebej zato, ker gre za zelo specializirano materijo in če se je na eni strani specializiralo tožilstvo, glede na obseg škode, ki je davkoplačevalcem na tem področju nastal, bi se po mnenju preiskovalne komisije moralo specializirati tudi sodstvo. Da je ta predlog še posebej utemeljen, nenazadnje potrjuje tudi zadnja odločitev Ustavnega sodišča, kjer se na podlagi te odločitve in razveljavitve 350a člena Zakona o bančništvu lahko v rednem sodstvu pričakuje še novih 100 000 in več tožb, ki bodo popolnoma zablokirale delo pravosodnih organov. Tisti, ki so povzročili bančno luknjo, torej krivci za nastanek bančne luknje in posledično potem tudi vsa neustavna ravnanja, njihove zgodbe pa bodo v postopkih zastarale oziroma pač bodo odnesli brez resne kazenske bodisi odškodninske odgovornosti. To je z vidika preiskovalne komisije v tem pogledu vse, tako da pa sem odprt za vprašanja.